očitno ne bom. Še malo pa bo. Kaj smo samo vedeli? Dober večer. Ja, kot ste videli, je Mavrica tista, ki nas je nocoj zbrala tukaj. Oglas, ki smo si ga... Zdaj pa izklopili. Oglas, ki smo si ga pravkar ogledali, avtorsko delo režiserja Davida Šipuša, ki mu ob tem čestitam in se zahvaljujem, je čisto nov izdelek, danes smo ga dobili, potem si ga boste lahko še sami ogledali. Hvala tudi otroškemu zboru Žvrgolevčki, ki nam nocoj prepevajo pod vodstvom Tine Hostnik in Tanje Grže ob spremljavi Eme Hostnik. Hvala lepa. Nam bodo v nadaljevanju večera še zapeli 2 pesmi. Mavrica je prvič išla leta 1967 kot priloga za otroke v tedniku Družina z naslovom Mali. Odzivi so bili dobri in januarja 1972, se pravi natanko pred 45 leti, je išla kot samostojna revija Mavrica. Ustanovitelj in njen prvi urednik je bil prelat Jože Bertoncelj. Naslov revije je, kar je zelo zanimivo, naslov revije so izbrali otroci sami, uredništvo jih je povabilo k sodelovanju. In naj povem tako, se zdaj pomeni Mavrice se zelo radi izgubljajo. Mavrica je simbol barvitosti, igrivosti, lepote, mogočnosti, je pa tudi znamenje zaveze med človekom in Bogom. Zato jaz mislim, da je naslov več kot primeren za to otroško revijo. Veliko pomoč pri delu je bil gospodu Bertonclu dolga leta tudi takratni kaplan Ciril Tomc. Gospoda Bertoncla sicer danes tudi ni z nami, naj pa povem, da je Mavrico uspešno vodil in urednikoval vse do leta 1998, ko ga je nasledila Mira Dobravec. Tudi njena uredniška pot je bila kar dolga, vse do leta 2006, ko se je upokojila in jo je nasledila sedanja urednica Melita Košir. Kaj vse se je še spreminjalo in kako je danes na Mavrici, nam bo povedala prav sedanja urednica, ki ji dajem besedo. Melita, prosim. Ja, en lep dober večer. In zelo sem vesela, da imamo tak praznik skupaj. 45 let, en tak lep velik lok je nastal in Barmitos Mavrice pa ni pojeljena. Mislim, da je bila zasnovana, tu kaže, da je bila zasnovana pravilno, da je bila zastavljena prav, da je bila podprta iz strani založniške hiše Družina in da je že gospod Bertoncelj znal ideti tisto širino, ki smo jo potem gospa Mira Dobravec in jaz poskušamo ostati zvesti vsa ta leta.
Mavrica je, moja sodelavka Manica je že zelo veliko povedala o sami zgodovini. Jaz bi rada samo dodala, da so že od samih začetkov so bili povabljeni najboljši umetniki in tudi pisatelji. In tudi danes smo tukaj zbrani, danes je ena taka priložnost za srečanje. To imamo sodelavci Mavrice enkrat na leto in smo izkoristili to praznovanje, to veselje, tudi za druženje. In sem zelo vesela in hvaležna, da se je tale pisan in bogat nabor ohranil. Ko razmišljam res, kaj je tisto poslanstvo Mavrice, ker se to urednik vedno znova je dolžan spraševati, mislim, da je res, da je v vsakem človeku in v otrocih še posebej, da imamo eno veliko željo po presežnem, po božjem, po lepem, po resničnem, po dobrem. In poslanstvo Mavrice je prav to, da prinaša to otroška srca. In to, kar zasadimo lepega, dobrega, to bo nekoč obrodilo sad. Morda seme rabi dolgo časa, morda bodo naredili svoje dolge kroge otroci, ko bodo šli v življenje. In tudi prav je morda tako. Ampak tisto, kar je zasejano v otroške duše, od majhnega ni nikoli izgubljeno. Tako da preko vaših ilustracij, preko vaših besed, ki so polne topline, dobrote, resnice, vi to prinašate v otroška srca in se vam zdaj, dragi sodelavci, ob tej priložnosti iskreno zahvaljujem. Tele nagajalce bom zdaj vprašala, ker Mavrica ima še veliko drugih dejavnosti, bom vprašala, če kaj poslušate otroško iskrico, sobotno iskrico, ali tukaj posluša to? Ali samo mame, ko čistijo stanovanje? Ali poslušate? A slišite kdaj koga, ko govorijo o Mavrici? Ja, ker leta 1997 se je začelo to lepo sodelovanje z Radiem Ognjišče, ki smo ga ohranili zdaj že skoraj 20 let. Gospa Mira Dobravec in tudi zdaj jaz, gremo 2-krat na mesec tja in posnamemo eno tako, upamo, da je igrivo in da je zanimivo stvar. In tako tudi preko radijskih valov dosežemo naše bralce in naše poslušalce. Leta 2000 smo potem smo se povezali s Slomškovim branjem in priznanjem, ker vemo, kako pomembno je, da otroci berejo, da ob branju postajajo samostojni, samozavestni, razgledani. In ta povezava s Slomškovim branjem in priznanjem se je ohranila tudi do današnjih dni. Leta 2014 smo potem to nadgradili tudi kot založba z bralnimi mišicami. Tako smo jih poimenovali, srečanja vsako prvo soboto v mesecu. Prav tukaj se odvijajo otroci, se srečamo z ilustratorji, pisatelji in oni predstavijo, kako delajo stvari in potem še malo poklanjamo in otroci ustvarjajo. Da že povem, gospa Marjanca Prelog, kam se je skrila, tukaj le, ja, ona bo zdaj prišla na primer to soboto in bo predstavila, malo bo odprla okno v njeno delo, ki je zelo raznoliko. Tako da to je tudi ena tako lepo povabilo ob soboto in dopoldan tukaj ga preživeti v naši družbi in v samem osrčju Ljubljane. In leta 2014 tudi smo uvedli liturgični zvezek, ker smo želeli otrokom ponuditi res nekaj lepega. Liturgični zvezki se uporabljajo za poglabljanje Božje besede, ki jo otroci slišijo ob nedeljah. Mislim, da nam je to zelo lepo uspelo, ker smo jih lahko obogatili prav z vašimi ilustracijami, dragi ilustratorji. Jaz bi se ob tej priliki rada zahvalila Svorčku, ki je tako lepo pel, ker so prišli na vaje, to ni kar tako veliko bando dobiti skupaj, ne? Hvala vam, da ste si vzeli čas. Mi smo za vas pripravili nekaj Mavrice, boste brali, in še en CD smo dobili nekaj let nazaj, Mavrica izdala zgoščenko, tako da jo boste večkrat lahko poslušali. Hvala tudi
res vsem, ki ste se zelo potrudili, da je nastala tako lepa razstava. Res iskrena hvala. Rada bi se zahvalila gospodu Rodetu, ki vsak urednik rabi res eno trdno oporo in jaz se v našem direktorju vedno najdem. Iskrena hvala. Rada bi se tudi zahvalila skritim molivcem, ker Mavrica, zato da smo odprti Božjemu duhu, ki lahko deluje v nas, je tu velika zasluga tudi ljudi, ki molijo za Mavrico. In 2 leti nazaj smo začutili to potrebo, potem, da nekdo res za nas moli. 2 leti nazaj so bile tu karmeličanke, zdaj so cisterciani stične. Vsako leto nekdo, ki nas molitveno podpira. To je kakor taka nevidna hrbtenica za naše delo, ki jo nujno potrebujemo vsak dan. In še ob tej priložnosti bi se vam rada zahvalila, da ste si danes zvečer vzeli čas in da ste prišli in da je to praznik danes vseh nas, oziroma je danes praznik Mavrice. In jaz mislim, da tudi Jezus dan zvečer ima takole praznik, ker on je točno, ni veliko govoril o otrocih, ampak je kar povedal tistim odraslim, ker z njimi očitno imel več dela kot z otroki, in je kar povedal, da ne jih pustijo, da ne pridejo k njemu. Ker otroci so rinili k njemu, pa so jih apostoli so rekli, pejte proč, tako kar ne pridejo k meni. Ker če ne boste taki kot otroci, ne boste prišli v Božje kraljestvo. In mislim, da je danes Jezusu lepo pri srcu, da imamo tako revijo, da imamo 45 let že in Bog da je še na mnoga leta, da se bomo tako družili, da bomo skupaj ustvarjali nekaj lepega, dobrega in resničnega. Iskrena hvala vsem skupaj, pa se bomo pa še malček predstavili drug drugemu, ampak zdaj pa še našemu direktorju. Hvala lepa. Žvrbolevčke, prosim, če nam odžvrbolijo še 2 pesmi, ki ste jih pripravili za